No, pa dajmo. Knjiga je Das Buch. To znam, to je Der Saft, der Orangensaft. Živjo. Vidim, da si prenovila sobo. Ja, Kaj se pa igraš? igram. Učim se, nemščino ponavljam. Se mi zdi, da sem med počitnicami čisto vse pozabila. Ni mogoče. To je kot plavanje. Enkrat, ko se naučiš, zavedno znaš. Ne pa ni, čisto vse sem pomešala. Sploh pa nimam nobene prave volje. Mogoče ti pa manjka malo dodatne motivacije. Kako to misliš? Ja, na začetku, ko si se učila nemško, si se jo hotela naučiti zaradi Klare. Ja, to je res. In kaj imaš zdaj v mislih? Recimo, da gre v Nemčijo, v Frankfurt. V Frankfurt bi šla, midva sama. Zakaj pa ne? In starši bi nama seveda dovolili. Midva bi se kar naslikala pri Klari, pri njej doma, pred njenimi vrati. Živjo Klara, halo, guten tag, midva so mal prišla na obisk. Pa dej no, ti čist preveč filmov gledaš. Ja, točno tako. To bo eine Überraschung. Kaj bo? Spet te tvoje dolge, zapletene, zložene besede. No, zapiš. So že začela z nemščino. Eine Überraschung. Presenečenje. A tako? Ja. No, kako se že reče veliko? Gross. No, das wird eine große Überraschung. Ponovi. Das wird eine große Überraschung. Frankfurt ist schön, interessant und familienfreundlich. Glej, kaj so zanimivosti za otroke. Za otroke? No, za take kot sva midva. Pa ne izogibaj se nemščini, kar ponovi. Schön, interessant. Sej to je čisto lahko, interesantno. Po slovensko zanimivo. Familien. Familije. To pa že znam. Še naprej. Familienfreundlich. Familienfreundlich. Prijazno družinam. Kot v slovenščini. Freundlich je prijazno. To je pa spet vse zapleten, pa vse besede so zložene. No, greva naprej. Daj mi malo preveč. To je čist preveč novih besed zame. Frankfurt ima zanimivo mestno središče. V Frankfurtu se je tudi rodil Goethe, saj poznaš, nemški pesnik in pisatelj. Živel je približno takrat kot naš Prešeren. To je pa zdaj že čisto kot v šoli. Pa saj sva pri nemščini. Ja, no, nisem mislila toliko zares. Glej, za Klaro se mora pripraviti. Vedno, ko greš na pot, moraš biti dobro pripravljen. Ja, super bi bilo, če bi nama Klara nekako pomagala. Samo tako, da ne bi niti slutila, kako bo prišla. To bi mogla izpeljati tako malo detektivsko. Lahko ji pošljeva video razglednice. Kako to misliš? Midva ji pošljeva video ali pa sliko Ljubljane. In Ja. upava, da nama ona pošlje nekaj nazaj. Ok, kaj pa naj pošljeva? Ne vem, lahko nekaj povezanega z glasbo. Glasba je vsem fajn. Tole z glasbeno šolo je res super ideja. Pa dobro, da ti igraš klavir. Ja, ker tukaj sploh ni treba znati nič nemško. No, to pa baveva, da ni res. Kar začniva. Glasba je muzika. Ja, si to že znam. Muzika. Ne, kar po nemško. Ok, muzik. Ej, tukaj je že vhod. Glasbena šola. Praviva po nemško. Šola je Schule,
Glasbena pa muzika. Šule muzik. Ne, kot v slovenščini. Najprej glasbena, potem pa šola. Muzik šule. Bravo. No, ti predstavljam naš trio. To je Fiona na violončelu, Ela na flavti in jaz Ana za klavirjem. Torej, du spielst Klavier, Fiona spielt Cello und Ela spielt Flöte. No, ti bomo še enkrat zaigrali. Ne, smo pri uri nemščine, ne pri uri glasbe. Ok, kako že? Jaz igram klavir, ich spiele Klavier. Fiona spiele Cello. Und Ela spiele Flöte. Skoraj prav. Du spielst Klavier, Fiona spielt Cello und Ela spielt Flöte. Ok, ich spiele Klavier, Fiona spielt Cello und Ela spielt Flöte. 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 Spet te pikice. Und ich bin der Dirigent. 3, 4, 3, 4. Laut. Leise. Kako se ti zdi? Misliš, da bo Klari všeč? Sigurno je bo. Pa še znana pesmica je. Sigurno je pozna. Toliko znana, da bi jo mi lahko igrali tudi brez not. Ohne Noten. A nota je di note. Točno tako. Ohne Noten je pa brez not. Kako se pa reče pesem? Pesem se pa reče Das Lied. Otroška pesem je pa Das Kinderlied. Pošljva ji link, pa napišva, da je to najna razgledanca. Liebe Clara, wir schicken dir ein Lied und liebe Grüße. Bis bald. A misliš, da bo kaj posumla? Ach ne. Si ziher? No. Glasba. Muzika, ne, muzik. Igram klavir. Ich spiele Klavier. Cello, flauta. Preveč novih besed je bilo danes. Ti malo pomagam. Cello je cello, F, flauta je pa flute. Alej, Klara vrača pozdrave. dej, odpri link. Svojo muziko nama pošilja. Ok, danke, tschüss. Ti se kaj pa čus? A ti se že poslavljaš? Ne, to je ime glasbene skupine. Meni so super. Ti jih poznaš? Seveda jih poznam. Imajo zelo dobra besedila. Z njimi bi se lahko učila nemščino. Ok, kako že? Ok je ok, danke, hvala, čus. Dovolj nemščine za danes. Čus. Naj ti bo. Tschüss.